Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar in danes bomo govorili o višji zavesti. Sigurno ste že slišali izraz peta dimenzija. Ja, zdaj smo na prehodu v peto dimenzijo in načeloma je ta peta dimenzija poveličevana. Pač vsi govorijo o tem, ampak kaj to sploh pomeni? No, jaz večkrat poslušam Matijasa De Stefana, pa kanalizirana sporočila Krajona. In v glavnem oba dva govorita o tem, da obstaja več zavesti, se pravi višje zavesti, sfera zavesti. Ne obstaja samo peta dimenzija zavesti, ampak obstaja tudi šesta, sedma, osma, deveta in tako naprej. Ampak po večini smo pa zdaj v tretji dimenziji. In kaj pomeni ta tretja dimenzija? No, o tem sem več pisala na strani 395 v knjigi, Ko imajo čakre žur. In sicer, tretja dimenzija, stopnja zavesti, je povezana s tem svetom, ki ga vidimo preko medijev, se pravi tekanjem za denar, preračunljivost, manipulacije, zlorabe, vojne. Povezana je s strahom glede fizičnega preživetja. Tretja dimenzija je povezana pač s tem, kar živimo nenazadnje vsak dan. Ta materialni svet, ki marsikdo pomisli, da je ta materialni svet pokvarjen. Ampak materialni svet je nenazadnje samo namenjen nam, da bomo napredovali. In želim vam povedati zgodbo. Včeraj je bil pri meni na svetovanju par, ki prav zaradi tega materialnega sveta sta prišla do tega, da sta zdaj že vsak na svojem bregu. In sem toliko vesela, da sta prišla, ker vem, da bosta prišla spet na isti breg in da bosta šla naprej. V glavnem, začela sta zidati hišo in zdaj, ko pač delata hišo, se je pač pokazalo določene zadeve, stroški in tako naprej. In seveda treba je poskrbeti za denar, ker vse stane. In posledično kriza, recesija, denar ima vedno nižjo vrednost, vedno bolj se vse draži. In je nastala panika. No, v glavnem, kaj predelujeta? Predelujeta dve ključni zadevi. Tako kot gospa, ki ima za predelati svojo lekcijo, kot gospod. V glavnem, gospa predeluje nekaj preteklih življenj, ki so povezani vedno z mamo, s popkovnico, pa s fizičnim preživetjem. In prav to, kar se tiče mame, je povezano z enim življenjem, ko jo je zaprla v samostan. Dala jo je v samostan, ker je bila pač ženska in ker bi bilo treba izplačati doto in je bilo to ta najcenejša varianta jo stlačiti v samostan. In zanjo njen program, poslušajte to, glede denarja je: denar je zapor, denar pomeni smrt, denar pomeni odrekanje, denar pomeni neizražanje, vse živo ima povezano z denarjem. Se pravi, ona ima povezano prav to fizično in zdaj sploh, ko je povezan s hišo pa z gradnjo, a ne spet fizično preživetje, se je vklopilo vse tisto, kar ima iz preteklih življenj za predelati glede denarja. No. In potem, zanimivo je, da v zadnjem življenju je bila pa židinja. A je to judinja? V glavnem. In vemo, da Žide so vse stlačili v taborišča in spet jim je bilo odvzeto vse materialno in so bili ob življenje. Tako da, v glavnem, ima za predelati kar nekaj stvari, pa mislim, da je bilo še eno življenje, ampak v glavnem tega sta bila najbolj pomembna, medtem ko gospod pa predeluje po drugi strani po družinskem deblu stiskaštvo. Pa ne stiskaštvo, ampak bolj revščino. Njegov dedek in babica sta malo močno, res je bila revščina in sta težko preživela. In dedek je ves čas obtoževal babico, da je potratna in da če ne bi ona toliko trošila, bi oni imeli za preživetje. In dobesedno predeluje ta program svojega dedka in ta njegov dedek na en način živi v njem. In kar je zanimivo, seveda se žena potem kregata pri dnevnih zadevah, ker, ne vem, kupi olje za 15 evrov, on pravi, bi ga lahko kupila za 10 evrov, glih tako je dober. Se pravi, bi bilo treba šparati. In ona bolj, ki ji govori o šparanju, bolj je jezna nanj in bolj se zapletata in nikamor ne prideta. Se pravi, zdaj pa, kako se iz tega ven zmotata, ne? To je tretja dimenzija zavesti.
dokler ne počistimo teh fizičnih znakov ali pa fizičnih, tisto, kar je povezano s fizičnim preživetjem, toliko časa pač ne bomo mogli iti naprej, v nobeno drugo dimenzijo. Lahko rečete, jaz vsaj meditiram, izrekam om. Glejte, sorry. Prva čakra je povezana s fizičnim preživetjem in dokler imamo strahove glede preživetja in dokler imamo jezo na mogoče tudi ljudi, ki imajo denar, ali pa smo zavistni ljudem, ki imajo več od nas, toliko časa ne moramo iti naprej v nobeno dimenzijo. Smo še vedno v tretji dimenziji, se pravi tretja stopnja zavesti, in seveda nam potem življenje tako zdaj mi pride beseda hard kaže, se pravi nam ves čas na ekranu življenja kaže nove in nove probleme, ki so povezane s fizičnim preživetjem, z denarjem, z dolgovi, z globami, z kaznimi. To je direktno povezano s tem, kar imamo za predelati. Zdaj se pač te energije hitreje vrtijo. Življenje nas hoče prisiliti, naša duša nas hoče prisiliti, da naredimo korak naprej. In seveda se ciklamo in zaradi tega ne moremo naprej. No, glejte, za vse tiste, ki veste, da imate za narediti premik naprej, vas vabim, napredna šola samoozdravljenja in zavestnega ustvarjanja bo govorila točno o tem. Že takoj v januarju se bomo lotili fizičnega preživetja. Naučila vas bom to, kako sem jaz sama prišla od tega, da sem nekoč ob vsaki položnici, ki sem jo dobila, me je zabolel želodec, ker sem rekla, kako jo bom plačala. Imam premalo, ta občutek imam premalo, do tega, da sem prišla, da sem svoj talent spremenila v produkt in nenazadnje s svojim talentom in svojo šolo mnogim pomagam, da živijo boljše. In verjemite mi, tudi vi ste prišli opremljeni v to življenje, samo nekdo vam mora pokazati, kako. To, kar sem jaz predelovala 30 let, sem dejansko združila v 12 mesecev in v teh 12 mesecih vas bom naučila predvsem iti v višjo stopnjo zavesti. No, zdaj pa poglejmo, 4. stopnja zavesti je pa povezana s tem, da nikomur več ne moreš narediti nič slabega. Se pravi, ne škoduješ drugemu, ampak hkrati pa 4. stopnja zavesti je pa povezana s tem, da ne dovoljuješ, da kdorkoli tebi dela slabo. Se pravi, se naučiš jasno postaviti meje, jasno zaznati resnico, zaznati, a veste, nekoč sem že v enem videu govorila, sindrom Sneguljčice, ne? Vemo, da Sneguljčico je hudobna kraljica, ki je bila zavistna nanjo, je želela jo ubiti in potem, ko se je preoblekla v dobro starko, je Sneguljčica spregledala, da je to ista oseba. Čas je, da ta Sneguljčica v nas odraste. Čas je, da ta Sneguljčica v nas začne prepoznavati tisto zadaj, kar piše. Tisto zadaj je resnico. Čas je, da se prebudimo iz tega spanca in da uzremo resnico. No in to je 4. stopnja zavesti, ko enostavno začnejo padati maske, ko začnemo prepoznavati resnico, ko enostavno rečemo določenim odnosom dovolj in kar je zanimivo, ko mi zmoremo reči določenim odnosom dovolj, verjemite mi, takrat ploska vaša duša, vaši vodniki, vaše stvarstvo, vaši duhovni vodniki takrat tako proslavljajo z vami, zato ker ste naredili korak naprej, ker ste šli naprej. No in potem naslednja stopnja je pa potem seveda 5. stopnja zavesti in ta 5. stopnja zavesti pa je, ko se v vašem življenju začnejo dogajati čudeži. Ko enostavno pomislite na nekaj in ta vaše, kako naj rečem, polje energije se tako poveča, da postanete magnet. Jaz zdaj vem, da tisti, ki še živite v pomanjkanju, razmišljate, kako je to možno. Ja, vaša moč se tako poveča, da začnete privlačiti točno tisto v svoje življenje, kar potrebujete na vaši poti uspeha, vaši poti transformacije.
Jaz vem, da zadnjič sem z enim parom govorila in vem, da bi lahko naredila en strašen premik naprej. Ne, strašen ni ta prava beseda, en božanski premik naprej je ta prava beseda. In potem se je zataknil kje, ampak strah je začel govoriti skozi njiju. Kako bo to šlo, kako bo to šlo, ne, 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 ne. In bolj kot sta se kuhala v tem strahu, točno vem, da bosta naredila korake naprej, ki so povezani s strahom. Ni škoda, da sledimo strahu, ker strah nas vodi zadnjih nekaj tisoč let, vlada temu. In zdaj se osvobajamo strahu. In vemo, da v Svetem pismu piše: strašni, ki sem se ga bal, me je doletel. In spet bomo šli na prvo čakro, se pravi, če te je strah pomanjkanja, strašni, ki sem se ga bal, te doleti. Zato je tako pomembno, da gremo pogledat, kako počistiti te zadeve. Že v ponedeljek, 2. januarja, bo prvo srečanje preko Zooma in bom imela čarovnije za vsak dan. To, kar boste sami takoj naredili, ampak to je v bistvu samo v programu Napredne šole. To ne bo tukaj na YouTubu. Tisti, ki se boste vpisali v šolo, ja, za vse tiste pa imam to pripravljen, ker prvo stvar se bomo naučili, kako boste zaščitili svoje energetsko polje. Ker to je prva stvar, ker če tega ne znate, vam bo non-stop potekala energija in zdajle se jaz občutim tako. Energije so zdajle tako močne, tako kot bi bil nek vrtinec, ki pospešeno dela na tem, duša na dušo. Ena duša, spravite jo na kolena, druga duša, spravite jo na kolena. Pač ni interes temnih sil, da se osvobodite, verjemite mi, da ne. In to točno čutite, kako pritiska, ampak kar vas želim naučiti je to, da ste vi steber svetlobe. Vi ste steber svetlobe. Ta luč vaša, ki žari, samo umazala se je. In jo je treba samo prečistiti in boste videli, kako boste začeli sijati in kako bo začel vse to božje bogastvo na vseh ravneh ne samo krožiti v vašem življenju, ampak ga boste pili, dihali, živeli. Jaz sem toliko prepričana v to. In zakaj sem toliko prepričana v to? Zato, ker jaz to živim. Zato, ker sem jaz to transformacijo naredila. Zato, ker ni nekaj, ker sem prebrala v eni knjigi, pa sem rekla, to je tako fino, zdaj bom pa jaz malo skopirala, pa bom naredila svoje. Ampak sem jaz delala te korake, pa vam povem, da včasih niso bili krasni, mislim, niso bili enostavni. Ja, bom kar cmok, če pomislim nazaj, ne bi še enkrat. Ampak sem pa hvaležna, da sem vse to naredila, te korake, ker kar te ne ubije, te okrepi. In mene je vse to okrepil in zdaj sem toliko močna, da vem, da je čas pa, da na nek način postanem mentor. Izpostavila sem se tako že preko knjig. Ampak to je eno mentorstvo, preko knjig, kjer vam nudim, da lahko sami. Tam vas bom pa držala za roko. In veselim se tega, ker vem, da kreiram skupnost. Skupnost ljudi, po večini žensk, ki so pripravljene na novo pustolovščino. Tako sem vesela, ko vidim te dušice, ki zdaj že delajo korake, ko kar vre ta hvaležnost, da lahko grejo naprej. Ja, vem, za vami je glih tako kot za mano naporno obdobje. Nihče izmed nas zdajle ni imel priložnost za počivati. Vem, da je bilo naporno, ampak ste živi. In če ste živi, pomeni, da lahko delate korake. In bodite hvaležni, ne glede na to, kaj se vam je zgodilo v vašem življenju, bodite hvaležni, da ste živi in lahko greste naprej. Dokler ste živi, dokler dihate, lahko delate korake. In ta vaša zavest, ki je vaša duša, je tukaj. Hoče iti iz te kletke, iz te ujetosti, iz tega, da jo strah drži dol. Hoče se izraziti in vem, čutim,
da to polje energije se bo tako razširilo in da bo postalo tako močno in da vedno več ljudi bo enostavno tako močno sijalo, da bo res tale Slovenija postala pa ena velika ljubezen. A ne? Ljubeznija. Tale naša Slovenija bo postala ljubeznija. In zdaj, a veste, ko imam zaprte oči, kaj vidim? Vidim to drevo, to energetsko drevo, ki ima korenine tako čez celo Slovenijo in gre čez Triglav gor in je tako kot tisto drevo pri Avatarju, tisto sveto drevo. To je naš Triglav, jaz sem čisto korjepolti. In te svete vode, ki izvirajo izpod Triglava, s katerim se napaja cela Slovenija, te svete vode so tukaj z namenom, da prav ta narod popelje naprej to veličino v to, kar mi smo. Tako prav čutim kot nek vrelec, ki gre preko Triglava in napaja. Prav tako vrelec gre in dol padajo, lahko zaprete oči, ki jih boste videli. Tako lepške ognjemet, lepškat, te zlati žarki, ki padajo dol, je to polje obilja. Karte prehodu na vodobo, ki so nastale prav tako kot navdih. Te karte imajo na zadnji strani drevo, bohinjsko drevo. In to bohinjsko drevo je tisto, ki je povezano točno s to energijo Triglava. Na teh kartah so, kristali, to je energija, ki je pri mostu v Bohinju, sta dva kamna pri mostu, da ni energija šla od spodaj. Na teh kartah je Triglav, na teh kartah je božanska podpora in je Samorog. Soča je na teh kartah, Krka je na teh kartah, glejte, Soča. Pa imam tukaj Triglav, Samoroge. Katarina Vidmar, ki je upodobila te karte in ta vizija, ki sem jo dobila, kaj more biti na teh kartah. More biti bohinjsko drevo, more biti slap Savica. Katarina je dodala še Sočo. Dobesedno so tukaj energije, ki povečujejo to našo notranjo moč. Bom potegnila zdajle 3 karte, ki so povezane s tem, kar mi zdajle delamo, premike v sebi noter. Naredite tako, kot čutite, ampak če čutite, da se ciklate že toliko časa v svojem krogu, pač vpište se na šolo, lahko vzamete mesečno, pa boste na mesec odplačevali, lahko pa vzamete napredni paket, pa vam bom pomagala pri tem, da boste vsak mesec pri meni, da predelamo vaše strahove, vaše programe. No, dajmo pogledati 3 karte, ki so namenjene za vas, ki delate notranjo transformacijo, da vidimo. Pred vami je nova pot. Dovoljujte, da končni rezultat preseže vsa vaša pričakovanja. Nahajate se na pravi poti. Vam bom prebrala naprej sporočilo. Upaj si narediti korak v neznano. Upaj si premagati svoj največji strah. Zaupaj, da te stvarstvo podpira. Si na preizkušnji. Ali zmoreš izpustiti vse staro in se podati v neznano? Ali zmoreš predati vse, na kar si navezana? Varna si tukaj in zdaj. Zate je vedno poskrbljeno, ker tebe podpirajo vse svetle sile. In potem je prišla karta 82, radost. Lahko se veseliš vsakega novega dne. Dovoljuj, da ustvarjalna energija napolni tvojega duha. Dovoljuj, da ti duša poje. Vsak dan lahko opaziš 1000 radosti, ki razveseljuje tvojo dušo. Veselje do življenja je čustvena naravnanost. Kako so ptice vesele novega dne, kaj pa ti? Si že zjutraj vesela, ker si živa. Si vesela, ker imaš streho nad glavo in ker imaš kaj za obleči. In ker je poskrbljeno za tvoje osnovne potrebe. Dovoli, da se v tvojem življenju zgodi obilje. In naslednja, spet so kristali prišli.
tvoja zavest se širi in dviga na višjo raven. In ker se širi na višjo raven, prosi za pomoč. Ta pomoč ti pomaga vztrajati na poti ljubezni. Vse to, kar te ta trenutek, ko ti duša pove, kaj je za tebe, ti osvetljuje in čisti pot naprej. Zaupaj. In nadangel Ariel, to je moja vodnica in verjamem, da mnogim je tudi ona vodnica, to je angelska energija. Nadangel Ariel nosi jasno vizijo za naprej. Nadangel Ariel, prosim za pomoč. Naj jasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Nadangel Ariel je ženska energija, ki nosi obilje. Upodobljena je največkrat z zlatim rogom, ki sipa obilje na zemljo. Večkrat je upodobljena z levom, se pravi, v sebi ima levjo moč, da naredi neverjetne stvari. In zdaj sporočilo za vas. V tebi je duhovna moč. Imaš sposobnost, da stvari vidiš drugače in bolj jasno. Prepusti se vodstvo angelov. Si v stanju ljubezni. Človeštvo te ta trenutek potrebuje, da božansko ljubezen in svetlobo usmerjaš v odnose, ki naj se spremenijo. Človeštvo te potrebuje. Ampak ja, dokler ne boš počistila svojih težav, toliko časa ne moreš iti naprej. In zato začni delati na sebi. In če čutiš, da je čas za tebe, da rabiš podporo skupine, mojo pomoč, se vpiši v šolo. In boš videla, pridobila boš ne samo znanje, ampak moč in sestrsko podporo. Tako čutim. Tako se veselim tega novega obdobja, ker vem, da s tem, ker to je tudi zame izven cone obdobja. A veste, ampak očitno je tudi zame zdaj čas, da začnem s povezovanjem, da začnem delati na tem, da začnem združevati enake vrste ptiče, duše, te svetle duše. Tudi zame je nekaj, kar je novo in vem, da ta skupnost, ki bo nastala, bo tako kot sedenje ob ognjišču, kjer se kujejo povsem nove zgodbe. Tako vidim. Kar solze mi pridejo v oči, ker sem že zdaj toliko hvaležna, ker čutim, kako neverjetna stvar je pripravljena za nas, kako neverjetna zadeva se bo zgodila, to zavestno ustvarjanje skupine, ki ima čisti namen. To bo nekaj veličastnega. Nimam pojma, temu govorila čez eno leto, ampak vem, da bo nekaj veličastnega. Tako globoko čutim in tako, kot zdaj, ko se povezujem s tem ognjiščem, ki ga vidim, ki bo, ki je, nič več ločenosti. Samo povezovanje in čista energija duš, ki so na isti stopnji. Tako čutim. Jaz sem ganjena, naredite tako vi, kot čutite, ampak tako neverjetno je. Taka podpora stvarstva in taka zaščita. Hvala vam, ker ste, ker če ste poslušali do konca, ste prišli do teh sporočil. A veste, tako da očitno vam je namenjeno. Hvala za vso podporo svetlim silam, za vse to, kar je in predvsem vijolični žarek očiščenja, naj izčisti vse tisto stran, tudi tiste ljudi, ki blokirajo delovanje svetlih sil. Naj se ta trenutek sčistijo in odidejo za vse večne čase stran. Tako je. Hvala vam, uživajte in vse dobro vam želim in predvsem rada vas vam. Hvala, ker ste.